Najprej bi rekel, veriženje blokov se razlikuje od mojega oznanjenega naslova, namreč gre za slovenski prevod besede blockchain in veliko drame je bilo že okrog tega prevoda, da ne bom se spuščal v to, ampak dobro je, da vemo. To je v glavnem srce tehnologije, ki poganja vse kriptovalute in v ozadju te tehnologije je pa nekaj lepih inženirskih, a pa tudi teoretičnih izdelkov, ki jih želim malo predstaviti. Zdaj šli bomo malo tek po sestavinah in nekako organsko poskušali vse skupaj zlepiti in upam, da nam bo to uspelo v 45 do 60 minutah. No, na začetku bomo začeli z kriptografijo, ki je uradno domena tega področja. Kriptografija je veda o skrivanju, prikrivanju in najbolj klasično gre za to, da imamo da imamo neko sporočilo, ki ga želimo predati naprej, in ker gre to sporočilo preko javnega kanala in drugi lahko to slišijo, moramo nekako zašifrirati to in tisti prejemnik spet mora na nek način to sporočilo znati prebrati. Važna stvar tu je, da vsi poznamo način skrivanja teksta in edina stvar, ki je ne poznamo, je geslo oziroma ključ, ki nastopi kot ena izmed sestavin tega algoritma. Ne bom se spuščal zelo fejst v to, ampak čist malo sem se pa moral. Zdaj, to je klasična slika tega modela iz prejšnjega slajda, temu rečemo simetrična kriptografija. In simetrične kriptografije ne bomo uporabljali, ampak bomo uporabljali nadgradnjo te simetrične kriptografije. In ni čist fair, da rečem nadgradnjo, ker če povem še par stvari o simetrični kriptografiji, na nek način je to najboljše, kar poznamo. Še vedno se skoraj vso varno sporočanje, kjerkoli že to počnete vsak dan, ali greste na Facebook ali na Messenger ali kaj takega, še vedno vse to poteka preko simetrične kriptografije in je več kot 1000-krat računsko učinkovitejša od tiste druge nadgradnje, o kateri bom govoril zdaj naprej, ampak zakaj sploh rabimo še karkoli več? Zato, ker tisti ključ, o katerem sem govoril v prejšnjem slajdu, tisti ključ mora poznati tako jaz kot moj prejemnik. Smem vprašati, kako vam je ime? Aleks, ja, recimo, da bi jaz Aleksu tam na drugi strani učilnice poslal sporočilo, oba morava poznati isti ključ. In brez da se prej dogovoriva, midva se nisva prej pogovarjala, je to težko narediti. Ampak je možno narediti. In to s pomočjo te druge kriptografije, ki pa rečemo asimetrična kriptografija, ali pa z drugimi besedami kriptografija javnega ključa. Zdaj, tu gre za en zelo enostaven koncept. Vsak izmed ljudi ima svoj privatni ključ, ki ga pa ni potrebno, da deli s komurkoli na svetu, in podobno ima svoj javni ključ, ki ga lahko javno vsem ljudem na svetu pove. In ena lepa matematična struktura od zadaj v glavnem omogoča, da če je moje sporočilo zakodirano z enim od teh dveh ključev, se ga lahko odkodira z drugim od teh dveh ključev. In poleg tega lahko tu zraven mešamo seveda lahko še nek tretji človek vmes zakodira s svojim ključem, ampak dokler da v celotni juhi kodiranja nastopajo vsi javni in privatni ključi od vseh udeležencev, bo sporočilo na koncu dneva odkodirano. In na podlagi te sheme se da zelo lepo tudi izmenjati ključ. V to ne bom šel zdaj,
ker ni tema tega predavanja, bomo uporabili eno zelo pomembno sestavino kriptografije javnega ključa, zato smo se morali tega nujno dotakniti. In sicer, če smo razumeli, kaj sem glih rekel, včasih jaz želim samo povedati nekaj svetu in reči, ne vem, nekaj zelo važnega želim povedati svetu. In jaz bi rad, da cel svet ve, da je to prišlo od mene in da tega nisem ponaredil, oziroma da moj sosed ni tega sporočila ponaredil. Recimo, da rečem, jaz imam COVID, to je zelo važno, včasih je bilo to še bolj važno, ampak če to rečem, kako bo moj sosed vedel, da je to res od mene prišlo? No, jaz lahko to sporočilo zašifriram z svojim privatnim ključem. In čisto vsak človek na svetu lahko to sporočilo odkodira z mojim javnim ključem. In ker je ta sistem tako dobro narejen, vsi ljudje vejo, da je matematika dovolj močna, da noben drug človek na svetu ne bi mogel zakodirati sporočila, ki se ga z mojim javnim ključem odkodira. Temu mehanizmu rečemo podpis. Digitalni podpis, čisto navaden digitalni podpis. Nastopa v pismih, mailih, karkoli ste že slišali, ampak nastopa tudi v blockchainu in je ključna stvar. In zato je to zelo važno za nas. Mimogrede, dajmo priznanje tam, kjer priznanje gre. Mogoče ste slišali za RSA algoritem, to je en od pionirskih shem javnega ključa, je bil glavno ta RSA shema, to je poimenovana po 3 raziskovalcih in to so ti 3 na sliki. Zdaj, ne bom se spuščal v to, kako se to dejansko v resnici naredi, ampak res ni težko. Če ste slučajno malo od matematika ali pa če ste slučajno čisto malo od, kako se računajo eksponenti po modulu, ni čisto nič drugega od zadaj, tako pri šifriranju kot pri dešifriranju. In vse to, kar sem prej govoril, v resnici se skoraj poenostavi, ko si pogledate, kako deluje RSA algoritem. In vam priporočam, da to naredite enkrat. Ampak zdaj, ko sem povedal, kaj je to javni privatni ključ in kako nam to pomaga, da lahko podpišemo stvari, pa v bistvu bi rad povedal še eno stvar, ki se reče hash funkcija, razprševalna funkcija. To pa na nek način neodvisni gradnik, ki se zelo močno uporablja v kriptografiji in je v bistvu zelo preprosta stvar. Mogoče, ne dvomim, da poznate, ampak kako bi rekli, od 1 do 5, koliko močno ste seznanjeni z razpršilnimi funkcijami, zato da ne bom pretiraval s poudarki v tem razdelku. 5, 4, 3. Okay. Razpršilna funkcija je preprost algoritem, ki sprejme sporočilo poljubne dolžine in vrne sporočilo fiksne dolžine. Na nek način je to, za matematike je to neinjektivna funkcija, ampak lahko si bi predstavljali zelo preprosto, tudi zelo slabo razpršilno funkcijo, ki sprejme katerokoli število poljubne dolžine in vrne celo število, recimo, in vrne zadnjo števko. To bi bila ena razprševalna funkcija. V glavnem gre za enosmerno funkcijo, ker to ni injektivna funkcija, oziroma ker ima samo fiksno dolžino, jasno ne moramo v drugo smer odkodirati. Če vam jaz dam rezultat, ne morete mi povedati enoličnega začetka. In zaenkrat vam samo govorim, kaj to je. To je takšna funkcija, želimo tudi par lastnosti. Želimo, da je zelo hitra, videti zadnjo števko v številu, v katerem koli celem številu je precej hiter algoritem. No, ampak ta druga lastnost je zelo važna, hiding property. Če vam jaz povem,
odgovor te funkcije mora biti za vas izjemno težko generirati že en sam input, ki bi vrnil ta rezultat. Seveda, pri mojem primeru to ni res. In tretja stvar, izjemno želimo, da je naključna. Če jaz čisto malo spremenim ta dolg vhod, recimo, da imam namesto dolg vhod številko 130 mestno celo število in da samo eno številko malo spremenim, recimo, da vodilno števko spremenim ali pa kjerokoli. Ključno je, da se rezultat obnaša, kot da bi šlo za popolnoma drug vnos, da je zelo občutljiva na vhod, se temu reče. In to so tri lastnosti razprševalne funkcije. Jaz imam rad tole sliko, seveda, ko kroglico spustim noter, pa če rečemo, da se ne bi odbijala kroglica druga od druge, in če fizika res deluje enako vsakič, glede na milijon odbojev je, in če čist malo spremenim, kje kroglico vržem noter, bo na koncu pristala čist na drugem mestu, kakorkoli. Zdaj, to je čudovita stvar, to je tako res zanimiv inženirsko orodje, ki je tako matematično kar dolgočasno oziroma preprosto. Seveda, težko je v resnici zgraditi dobro razprševalno funkcijo, ampak uporaba je izjemno mnogostranska. Jaz bom povedal samo par načinov uporabe, ki je koristnih. Ne bom se preveč spuščal v recimo ta slajd, ki govori o šibkostih in o napadih. Gre za to, da nočemo zlorab, ampak res je vsestransko uporabna. Prva uporaba so podpisi. Prej sem vam povedal o mojem sporočilu, imam COVID. To sporočilo je kratko in ga brez težav zakodiram z mojim privatnim ključem. Mogoče bi pa jaz rad zakodiral svojo doktorsko dizertacijo. Sporočilo ni kratko in precej računsko naporno bi bilo vse to premlevati, rezati po bajtih in računati. Nesmiselno. Kaj se naredi? Ker jaz v resnici nočem skriti tega. Jaz hočem samo podpisati. Jaz hočem dati veljaven pečat, da bodo vsi ljudje na svetu vedeli, da je to moje. Nič drugega. Torej, ne rabim jaz celega mojega dela kodirati. Jaz lahko delo preprosto vržem na splet, zraven, da ne bo kdo mislil, da je ponaredek od mojega soseda, zraven pa samo dam to mojo celo dizertacijo vržem v hash funkcijo in hash funkcija mi vrne, 16-bajten odgovor, in jaz potem tisti kratek odgovor zašifriram. In temu rečemo podpis. In v resnici točno to tako delujejo pravi podpisi, ker podpisi ne morejo biti neskončno dolgi. Kam pridemo, če bi hoteli nek dolg fajl, tipično prenesemo splet en velik fajl, recimo cel operacijski sistem, ali pa ko mi telefon se posodobi par gigabajtov velik paket, je digitalno podpisan, ne bo cel podpis velik tako, kot je cel paket velik, ne. Samo tisti majhen hash se zakodira, zato da lahko res legitimnost preverimo. No, v glavnem, to je velika uporaba razprševalnih funkcij. In tako tudi mimogrede vas spodbujam k temu zaradi virusov in zaradi vseh teh zlonamernih programskih oprem. Ko prinašate programsko opremo na vaš računalnik, bo vaš proizvajalec vedno imel digitalni podpis datoteke, ki jo prenašate. Ravno zato, da ne bi slučajno vas zlonameren človek prelisičil in vam podtaknil spremenjeno datoteko, ki vaš računalnik okuži, mogoče vas celo zakodira vsebino diska in tako naprej. Pametno je, ko nameščate software, preveriti, ali se podpis, ki piše na strani, ujema z dejanskim podpisom te datoteke. Tudi v to danes ne bomo šli, ampak ta stvar je lepa uporaba.
Zdaj, drug način so gesla. Že od začetka vseh operacijskih sistemov, ponovadi, ko se računalnik zažene, moramo vnesti naše geslo. Kako računalnik ve, da smo vnesli pravo geslo? Ja, primerja svoje podatke, podatke, ki sem jih vnesel, s tistimi, ki so v pomnilniku. Zveni, kot da bi moralo biti tako, ampak to bi bilo zelo slabo. Če bi moje geslo obstajalo kjerkoli v pomnilniku, to bi bilo katastrofa. Jaz lahko, vsak disk lahko berem, vsak bit vsakega diska se da brati. Če drugega ne, ga priklopim ločeno na en drug operacijski sistem, kot zunanji disk ali kaj takega. Jaz bi lahko prebral to geslo. Edino vprašanje bi bilo, kje v pomnilniku moram brati, ali kje Windows to skriva, ali pa kje Linux to skriva, ali pa kje Mac to skriva. Noben problem. Kako to naredijo? Zelo preprosto. Vaše geslo se nikoli in nikjer ne shrani v računalniku. V trenutku, ko vi definirate vaše geslo, se vaše geslo vrže v razprševalno funkcijo in se razprševalna 16-bitna vrednost recimo zapiše na disk. To vrednost lahko kdorkoli gleda. In če jo vidi, bo porabil več časa, kakor je delcev v tem vesolju, da bi lahko poizvedel. Glih zaradi te lastnosti, če se spomnite, kakšna mora biti razprševalna funkcija, hiding property. Težko je najti vhod, ki bi bil enak temu razprševalni vrednosti. Na vašem disku se nahaja samo razprševalna vrednost vašega gesla. In ko vi pa vsakič, ko zaženete računalnik, pišete geslo, računalnik tega gesla ne primerja. Ne, računalnik spet izračuna hash vrednost tega gesla in to hash vrednost primerja. In kar naenkrat je stvar varna in nezlomljiva. No, razen če je uporabljena zelo slaba razprševalna funkcija, kot v Windowsih 98. In tudi to smo že razbijali. Ampak gesla, ne? Tretji primer, hash pointers, vi lahko tipično velike datoteke po majhnih koščkih shranite na disk, ne? Ampak kam na disk shranite, ja, v bistvu je vseeno. Včasih je celo super, če je naključno, ne? In kaj se zgodi? En način in lep način je, da rečete, jaz bom kar zapisal prvi blok diska in potem bom izračunal hash vrednost tega bloka in jaz ne rabim nobenemu povedati, kje je naslednji blok moje datoteke. Moja hash vrednost prvega bloka bo naslov drugega bloka. In seveda, jaz lahko definiram razprševalne funkcije, ki ustrezajo točno mojemu disku, in tako naprej. To čisto lepo deluje in hkrati, če je dobra hash funkcija, deluje naključno, in seveda, če je tisti blok že porabljen, se pač preskoči in se to označi za zastavico. Spet ne bomo šli v implementacijske podrobnosti, ampak to je ena lepa uporaba, ki rešuje več problemov hkrati. In zelo robustno je. Podatki itak so točno zapisani in ni potrebe, da se še naprej izgublja podatke s temi pointerji. Zdaj, mogoče je kdo od vas uporabljal Limeware ali pa te predhodnike BitTorrenta, tam si kar downloadal nek podatek, recimo, da je šlo za Michael Jacksonov najnovejši single, ampak preden se je ta datoteka sestavila v en MP3, se je prenesla v 16 kosih z zelo čudnimi imeni. Imena teh datotek so bila kar podpis, so bila kar razprševalna vrednost vsebine. In s tem si lahko točno preveril, oziroma je to program naredil za vas, ali sem v celoti prenesel tistih mojih 1/4 megabajta koščka MP3 ali kaj sem in kako je šlo. In na koncu, če nisi, si pač ponovil postopek, dokler niso vsi kosi
bili prenešeni in smo to naredili. No. No, in jasno, ne bi mogli mimo BitTorrenta, kjer se pač vsi ti spet se datoteka razreže, ampak pri BitTorrentu pač se v datoteki torrent shranijo vsi ti podpisi oziroma vse te razprševalne vrednosti in je v bistvu še malo bolj napredna verzija LimeWire sistema. Spet stvar pač zavisi, če ste dobili torrent datoteko iz zaupanja vrednega mesta. Zdaj, moja želja je vam povedati, da je razprševalna funkcija zanimiva stvar, ampak nič veliko več kot to. Tako da sem zelo hitro šel skozi to. No, ta primer uporabe je pa naš primer uporabe. Hash chains. Če imamo zelo važne podatke in v bistvu želimo jih pa potem včasih updatati. In nikoli nočemo spremeniti, kar smo izrekli, ampak vedno znova bomo pa dograjevali nove podatke. In tu že vidimo, kam pes taco moli. Pri bankah so transakcije tako zapisane. Nikoli ne brišemo nečesa, kar se je zgodilo. Včasih vedno dodajamo nove transakcije v eno, v drugo, v tretjo smer. In nočemo pa brisati transakcije. In ena podatkovna baza, ki ima tako lastnost, recimo, da so tu noter transakcije napisane, in ko hočemo nadgraditi to bazo z novim paketom podatkov, bomo v bistvu zraven dodali še razprševalno vrednost od prejšnjega paketa. Okay? In s tem na nek način se prilepili kot naslednika. Moj paket je naslednik prejšnjega, in znova. In pazite, glih zaradi te funkcije, te lastnosti spremenljivosti, če bi nepridiprav želel mene prepričati, da se je nekaj malega spremenilo v starih podatkih, recimo 100.000 evrov sem za Lamborghinija nakazal nekomu, ker smo si tako zmenila, pa sem pa hotel te podatke spremeniti, zbrisati. Ne morem, zato ker če je nekdo dobil celo to verigo podatkov, bi se zaradi te majhne spremembe močno spremenil ta podpis. Čisto drugačen bi bil. In zaradi te majhne spremembe bi se močno spremenil podpis celega tega paketa, ki bi spet močno spremenil podpis oziroma razprševalno vrednost naslednjega bloka. In čisto noben blok se ne bi ujemal, razumete? Ker dovolj je preveriti kot uporabniku, consumerju, je pa dovolj preveriti samo, ali se res vsaka razprševalna vrednost ujema za dejansko razprševalno vrednostjo prejšnjega bloka. In ko to preverite, ste varni. Ni vam treba niti brati vsega. No in točno to ta naslednji slajd predstavlja. Če bi se to spremenilo, se spremenijo vse prihodnje razprševalne vrednosti. No in najbolj znana aplikacija te podatkovne strukture je blockchain. Tudi najbrž daleč najbolj razširjena v tem trenutku. In to je bil crash course. Na nek način sem vam skoraj že povedal, kako deluje blockchain. Seveda pa se bo izkazalo, da smo pozabili še kakšno važno stvar. Ampak že zdaj vam lahko povem, vsak nov paketek se bo prilepil vsem prejšnjim paketkom, ki so v zgodovini nastali v zadnjih desetletjih, vsakih 10 minut. Ali sem se zmotil, 5, 10, ja. Vsakih 10 minut se ustvari nov paket. Ta je velik, mislim, da zdaj je meja 1 megabajt za 1 megabajt transakcij, ki se zgodi.
in tako se poveča baza vseh transakcij. In nekako to je v bistvu, kako deluje ena taka podatkovna baza transakcije. Če se pogovarjamo o tem, kako deluje ena transakcija, ko želi Alice poslati denar, lahko definiramo transakcijo kot podpis. Alice bo z svojim privatnim ključem podpisala en par dveh vrednosti. In sicer količino denarja, ki ga pošilja, in javni ključ od naslovnika. Če želim jaz Roku poslati en bitcoin, bom pogledal njegov javni ključ, to bo polovica mojega sporočila, in povedal bom tudi številka 1, to je količina denarja, tega denarja nimam, nažalost. In pa to bom povedal vsemu svetu, ker je to javno, ampak poleg tega bom povedal ključno, da bo kdorkoli meni to verjel, pa da bom zraven podpis od tega dal. In to. Ko sem to zračunal, se tak zapis shrani v ta novi kvadratek, o katerih smo prej govorili. Vsak tak kvadratek pač ima par milijonov takih transakcij. To je tako zelo na hitro. Zdaj, jasno, tu se moramo vprašati, ali lahko jaz istočasno rečem tebi, da sem ti poslal en bitcoin, pa rečem vam, da sem vam poslal en bitcoin, in rečemo, da se ne vidita. Oba bosta pogledala verigo podatkov, oba bosta preverila, da moj račun res ima ta denar, oba bosta srečna. In od vsakega od vaju bom v zameno dobil en dober avto, recimo. Ampak kaj naredimo, da se to ne more zgoditi? V primeru tradicionalnih bank je pač banka tista zaupanja vredna entiteta, ki stoji vmes. Ker ko Alice hoče Bobu poslati denar, Bob lahko vedno preveri pri banki, a je to legitimno, in Bob in banka deluje kot tista entiteta, ki v vsakem trenutku točno ve, koliko denarja ima. In takoj, ko mi je s to transakcijo z Rokom naredil, ne bom mogel več z vami, ker bo banka že in v trenutku spremenila moje stanje na računu. Zdaj, ta sistem ima veliko različnih implementacij, ki so tudi nekoliko bolj varne v smislu privatnosti, ampak v splošnem je to ta shema. Ali je sploh možno narediti kakršnokoli drugačno shemo, kjer ne bi imeli ene inštitucije, ki vsak mesec plačujemo in v bistvu nas drži v rokavu. Ta storitev, da banka vzdržuje linearizable log of transactions, torej to dolgo linearno zvezo transakcij, ta storitev je storitev, ki jo blockchain izvaja za nas. In moramo vam pa še seveda povedati, kje živi ta podatkovna struktura, kdo jo vzdržuje, kdo jo ima shranjeno in zakaj ji lahko zaupamo, in predvsem spet, kako narediti, da boste vi vedeli, da res ta denar imam in da ga nisem minuto prej že zapravil in dal Roku. In to so naše želje. In glavna ideja implementacije tega je, da je ta podatkovna baza popolnoma javna. Tu zraven je ena taka zvezdica. Ko rečem popolnoma javna, pomeni, da točno se vidi, kateri uporabnik je poslal kateremu uporabniku koliko denarja, kdaj. Ampak, ko rečem kateri uporabnik, tu ne govorim o imenu pa priimku. Uporabnikov je bistveno več, kot je delcev
v tem vesolju, a ne, pač, ko rečem uporabnik, mislim eno serijo enk in ničel. V resnici, ko rečem uporabnik, mislim javni ključ denarnice, okay? In teh denarnic je dovolj, nikoli jih ne bo zmanjkalo in za vsako transakcijo lahko v bistvu ustvarimo novo denarnico, če ima to smisel, ne. Tako da tipično nek uporabnik Bitcoina je uporabil na stotine različnih denarnic in nobene bojazni ni, da je to slabo za sistem. Okay? Za kar hočem reči, to je, da je in tudi nobena inštitucija na svetu nima popolne baze, katero ime je lastnik katere denarnice. Seveda si to močno želijo naše velike inštitucije, kot so zvezne pač Government of America, China in tako naprej. Ampak ko rečem public, morate približno vedeti, kaj to pomeni. Na nek način popolnoma transparentno, na nek način popolnoma anonimno. Ne? In ko rečem append only, seveda mislim nikoli sistem by design ne omogoča spremembe. Samo dodajamo lahko podatke. In nikoli se ne more zgoditi, da Američani ali pa Kitajci ali pa različne skupnosti na svetu trdijo, da je bila transakcija med nama izvedena, drugi pa trdijo, da je bila v resnici transakcija med nama izvedena, samo zato, ker sem jih izvedel, ne vem, toliko blizu skup ali pa na različnih kontinentih ali kaj takega. Ne more se zgoditi, da sem zmedel koga. In to pomeni strongly consistent. Čisto vsi na svetu, kogarkoli vprašamo, mora obstajati metoda, da bo točno vedel, to je podatkovna zbirka. In takšna je. Ne? Jaz bi zaprl vrata, če lahko malo. Zdaj, za nas bo to, kot sem rekel, blockchain in povedati vam pač moram še, kako se zgodi to, da bodo res vsi zaupali v eno samo in edino verzijo naslednikov, ne? Ker kljub temu, da vsak korak je certificiran in vezan na prejšnji korak in na vse prejšnje korake nazaj, kolikor jih obstaja, bi lahko se zgodilo, da je naslednjih korakov par različnih variant, ne? In se moramo zmeniti, kateri je pravi in tako naprej. Tako da, jaz vam pač spoiler alert, to je točno to, kar se je implementiralo v Bitcoinu in tudi tale originalni članek, ki je zelo kratek, zelo lepo napisan. Če ste količkaj od naravoslovca, vam priporočam, da ga malo pogledate, ker avtor je ta Satoshi Nakamoto. A kdo že slišal za to ime? Satoshi Nakamoto. No, noben ne ve, kdo je to. Zagotovo je to izjemno bogat človek, ampak to je tudi ena taka luštna skrivnost. Ampak kot članek sploh ni tako slabo napisan. To je ena izmed slik, ki ponazarja malo bolj inženirsko implementacijo, kako se dejansko računajo naslednji bloki, ampak v praksi je točno tako, kot smo rekli. No, dolgujem vam pa še problem viličarja. Fork je vilica. Ne? In to pomeni, kadar je fork in the road, se reče, ne? Torej razpotje. Če imamo lepo linearno zvezo transakcij in kar naenkrat se zgodi, da bi kar naenkrat obstajali dve nekonsistentni različni verziji in bi svet bil sprt, katera je prava. Okay? Temu se reče forking. Kako lahko vemo, da sistem je varen pred tem? Ne? V bistvu gre za človeški problem. Ne? Vedno bojo obstajala nesoglasja. Ko se pogovarjamo o global warmingu, bojo imeli različne celine, različne ukrepe in različne mnenja. In zakaj? Mogoče bi Amerika hotela
tista transakcija, ki je priletela v bitcoinih do Al-Kaide, smatrati kot neveljavni blok in bi rekla, ne, to ne bo prava smer, moramo iti v to smer, ne dovolimo tega bloka. In kakorkoli, vedno bojo politično motivirani in razlogi. In zdi se, to se zdi tako bolj človeško, bolj antropološko vprašanje, in to s tem se reče vprašanje konsenza. A je kdo od vas gledal film 12 Angry Men? To je en legendaren film, zelo star film, ampak gre v bistvu za to, da tista porota v Ameriki, se mora, včasih smo v situaciji, kjer se nujno moramo poenotiti v mnenju. Kakršnokoli mnenje je, svet ne bo šel naprej, dokler se mi ne vsi odločimo za eno mnenje, tisto, ki je najbolj naše, karkoli že to pomeni. To je lahko velik problem in je zelo antropološki in tako naprej. In se mi zdi dober primer tega filma, kdor ga je gledal. Jaz sem na svojem postdocku v Salzburgu precej strastno zajadral v ta problem, ampak ne bomo nič znanstvenega danes o tem povedali. Želim pa predstaviti lepote tega problema, ker zelo pogosto ljudje mogoče se to skrije, ko se govori o kriptovalutah. In najbolj klasično se ta problem predstavlja preko problema bizantinskih generalov. Jaz bom danes zaradi časa preskočil, oziroma bom predstavil to v malo bolj modernem settingu. Problem naključnega bara je recimo bom definiral kot ta problem. To podobno prezentacijo sem enkrat imel v Cambridgeu in sem tam, to je ta zemljevid Cambridgea, če kdo pozna prav luštne arhitekturne točke so tam. In dajmo si predstavljati skupino prijateljev, ki pač trdo dela in močno dela cel teden do petka popoldan. In ko pride petek popoldan, so navajeni, da se dobijo skupaj in počnejo nekaj skupaj. In dajmo si predstavljati to tak problem. Zdaj delamo modela. Vsak od nas ima svoje preference, mogoče jaz zelo rad džemam z glasbo, nekdo drug izjemno rad igra tisti biljard, kaj takega, tretji pa samo sedi ob ribniku in lovi ribe in ima zraven pivo. Vsak ima svoje preference, ampak še bolj kot svoje preference je pa vsem važno, da počnejo nekaj skupaj. In ko pade mrak, se moramo zmeniti, kaj bomo torej počeli. Dajmo si to predstavljati kot lokacija, so različni ljudje, barve pomenijo različne interese. In kako poteka usklajevanje? Usklajevanje poteka tako. Vsak človek ima neke vrste telefon in ta telefon pokliče naključnega izmed kolegov. In ko se to zgodi, bo ta kolega, ki sem ga poklical, meni se javil in mi povedal, kaj se njemu zdi, da bi bilo pametno danes delati. In glede na to informacijo lahko jaz ohranim svoje mnenje, ki sem ga imel, kaj se meni zdi, da bi rad danes delal, ali pa spremenim svoje mnenje na karkoli si želim. Ker boste pozorni, ko jaz pokličem druge in ko rečem, da pokličem naključnega drugega, jasno, to se dogaja vzporedno. Torej, kdorkoli bo najbrž tudi kdaj mene poklical in bo od mene izvedel moje mnenje. In jaz bom spremenil mnenje, mogoče vsako časovno enoto, glede na to, kaj bom slišal od mojih kolegov, in moji kolegi bojo mogoče spremenili mnenje vsako časovno enoto. In zdaj, dajmo se poenotiti. Kaj v resnici pomeni, da smo rešili problem? Na najbolj osnovnem nivoju to pomeni, da vsi želimo delati isto stvar.
Ampak tu zraven želimo, imamo še pač različne interese. Jasno, najtežji del, pa najbolj dolgočasen del gledanja filma je, vsi vemo, izbiranje filma. Ne? Hočemo, da se to naredi hitro. Hočemo, da se to zgodi merljivo hitro. Torej, če imamo 10 uporabnikov, mora biti to hitro, 100 uporabnikov mora biti ne veliko bolj počasi, ne in kakorkoli. Ne. To je pač asimptotično, hitrost moramo najti. In zdaj, lahko si predstavljate, tole se mora skalirati na izjemno velike podatke. In ena izmed jasnih predpostavk je, če se je izkazalo, da je kar četrtina ljudi hotela iti preprosto v bar na eno pivo, medtem ko so vse druge frakcije, ki so hotele početi nekaj manjšega, nekaj drobnega, bile zastopane bistveno manj kot tista četrtina, bi bilo precej čudno, če bi se na koncu kar naenkrat vsi odločili, da hočemo ribariti. To ne bi bil dober algoritem, kljub temu, da bi rešili problem. Bi bila rešitev ne najbolj optimalna. Torej, hočemo spopadati z začetno prevladujočo aktivnostjo, je zahteva. In še ena stvar, ki ni tako težko si predstavljati, petek popoldan, kdo ve, mogoče ima kdo slab dan, mogoče je začel hitrejš, ali pa je začel na prazen želodec. In preprosto imamo čudovit in zelo zahteven algoritem, ki čudovito reši naš problem konsenza, ampak ta Jakob, ki je že ima 2 piva v sebi, pač ne zmore slediti temu algoritmu. No, mi hočemo algoritem, ki tudi če je majhna količina ljudi, ki se ne ravnajo pravilno, še zmeraj deluje dovolj učinkovito. Okay? Kdor pozna problem bizantinskih generalov, v tistem jeziku se reče, če imamo izdajalce, ki hočejo sabotirati sistem, ne morejo narediti velike škode. Ne? Če je le ni teh izdajalcev več kot pol, ali kaj takega. No in ta problem je v bistvu zelo pomemben. Ta problem se uporablja pri sinhronizacijah ur, recimo v vojaški industriji, pri kakršnikoli. Ta problem je problem volitev. Ne? Želimo izvoliti eno predsedujočo stranko, ne glede ali ne vem, opcijo. Ta problem je ekvivalenten PageRanku in ta problem je dualen load balancingu. Load balancing je zelo važen problem, ko imamo, recimo Google ima izjemno velike strežnike po Evropi, po Kitajski, po Ameriki in ko včasih ima ene take velike obremenitve, ker je kar naenkrat se zgodil, ne vem, neka novica se je zgodila v Veliki Britaniji in pa bo kar naenkrat preobremenjen strežnik v Veliki Britaniji. Ne, load balancing naredi tako, da se delo tistega strežnika prerazporedi tudi malo naokrog. Važno je, da včasih, ko želimo, da se eno delo opravi ali pa en podatek prenese, da ne gre vedno po najkrajši poti, ampak se prerazporedi. Isto v prometu. Ni vedno najkrajši. Če bi vsi šli po najkrajši poti, bi tista cesta stala. Včasih pač moramo prerazporediti breme. In kako to narediti optimalno? No, to je podoben dualen problem. In na koncu jasno uporaba v Bitcoin blockchain. Če imamo že lepo usklajeno zbirko transakcij, kar naenkrat pa se ne bi mogli zediniti, kaj je pa naslednji blok. Moramo ta problem nekako rešiti. In to vam bom tudi povedal, kako se to reši. In mogoče ne bom povedal pomanjkljivosti pri implementaciji v blockchainu, o katerih se z veseljem pogovarjam kdaj drugič. Ker bi res rad še glih par zadnjih minut porabil za to, da vam povem, katere intuicije, ki so tako naravne in lepe, so tako zelo slabe, na nek način. In zakaj? In katere intuicije
so bistveno boljše, ne. Zdaj, model sem jaz v naravnih besedah že opisal, ampak model v bistvu ima čisto natančen matematični opis, ki sega nazaj v leto mojega rojstva, in kakorkoli. To so pač modeli, kjer imamo, lahko si predstavljate, graf z n vozlišči in vsaki časovni enoti se izvede nek algoritem znotraj vsakega vozlišča, ne. In in ko rečem, da se nek algoritem izvede, pomeni, da ta algoritem mora trajati konstantno časa. Torej, v eni časovni enoti se pač lahko izvede samo algoritem, ki deluje konstantno časa, tako se zmenimo in potem poleg tega se zmenimo, da ta algoritem ne more kontaktirati, oziroma iz tega sledi, da ta algoritem ne sme kontaktirati več kot konstantno mnogo sosedov. Potem se lahko tudi zmenimo ali pa ne zmenimo, ali mogoče lokalno vozlišče pozna kumulativno število vseh vozlišč, ne, ker to je nek skill, ne, v bistvu, in lahko se zmenimo, ali koliko velik spomin ima, in različne te opcije obstajajo pri teh modelih. Želim vam povedati, da te stvari včasih igrajo vlogo in seveda globalni spomin bi bil nekaj zelo velikega. Predvsem pa želim poudariti, da je en izmed lastnosti, ki ni trivialna, ali zna vsako vozlišče vreči random coin, ne. Dostop do naključnosti je nekaj, kar nam da moč. In algoritmi, s katerimi smo se mi ukvarjali in tudi, ki so zelo zanimivi v zadnjem desetletju, so prav ti naključnostni algoritmi, ki se izkaže, da včasih res naredijo preboj. Brez tega ne znamo zračunati kakšne stvari. In je res lepo, kako se to tu naredi, ne. To je zdaj samo ena taka vizualizacija, si predstavljamo časovne enote, lepo, in ta vizualizacija je predvsem zato, če bi vam začel govoriti o asinhronem modelu, ki je pač nadgradnja tega, in tega danes ne bomo imeli, ker ima še precej drugih parametrov in distribucij in tako naprej. No, jaz bom zdaj rekel, postavil bom par črk, s katerim se bom izražal v naslednjih 5 minutah, in v tem jeziku vam bom pa sem povedal, kaj so te ideje, ne. Dajmo reči, da imamo N ljudi, ki se odloča, K interesov, ki jih imamo. Tem interesom lahko zaradi mene rečete tudi barve, ne, ali kaj takega, ali pa mnenja. Ko bomo šli skozi 3 različne ideje zdajle, bomo se vedno vprašali, oziroma je fajn, da razmišljamo o tem, od česa, kaj je zdrava kmečka pamet, od česa bo čas poenotenja odvisen. A se čas poveča, če imamo več ljudi, ali se zmanjša, ne? Ali se čas poveča, če imamo več mnenj, ali se zmanjša. No, tako. In zdaj, prvi pristop je tisti pristop, ki je zelo znan nam moškim, sploh tistim, ki smo v kaki zvezi že več let. In sicer to je naivni pull pristop, kjer vedno rečemo, da, draga, recimo, ne, se pač kar strinjamo. Ker se res tako se zdi, in to je pristop, ko ga res v praksi vidim, ko se s kolegi dogovarjamo, ker film bo. Najslabše je, če vsak reče okej. Ker s tem v bistvu, ker vsak tudi hkrati non-stop spreminja mnenja, ne. Ko jaz se z vami pogovarjam, si mislim, zdaj imamo isto mnenje, ampak vmes si boš ti spremenil mnenje. In pa, ko se glih s tabo pogovarjam, je kolega spet spremenil mnenje, ne. In to nikamor ne pridemo, ne, sploh če nas je malo več, ne. In res, ne, ampak ta sistem, vzporedni sistem, kako se ti delci spreminjajo, se najde tudi v naravi pogosto in je tudi zelo lep za analizo. Je pa časovno zelo slab, ne.
In tudi ne gre samo za časovno slabost, gre tudi za to, da končni rezultat vedno obstaja neko matematično upanje, s kakšno verjetnostjo bo najboljši rezultat, da bo dejansko zmagala opcija, ki je bila začetno dominantna. Pri tem pristopu to sploh ni dobro. Ampak še enkrat, to se res v naravi pojavlja, tudi malo tako v fizikalnih modelih, če si predstavljate. Vsakič, ko se dva delca trčita, nekako drug od drugega privzameta spin, pa hitrost, pa tako naprej. Ampak tudi precej teh objav obstaja glede tega algoritma, temu se reče pull algoritem, torej potegnem mnenje glede na to, koga sem kontaktiral. Jaz sem tu naredil en tak poskus, ki bom za vse te pristope pokazal. Predstavljajte si, da imamo učence, 10x10 učencev, sedi takle, tako bi ta predavalnica bila polna, in vsak ima klobuk na sebi, rdeč, zelen ali pa moder. In algoritem pravi, da v časovni enoti vsak človek dobi v glavo, se mu generira v glavi naključna koordinata in pogleda v zrak in vidi točno tisto koordinato, ki jo je zgeneriral, in zapre oči. In klobuk tiste barve, ki je videl, si bo dal gor. Če je imel prej modrega in če je videl zelenega, bo dal modrega na mizo in si dal zelenega gor. In recimo, vam dam primer, če smo začeli z naključno razporeditvijo, potem po tej distribuciji 60, 25, 15%, po enem koraku zgleda čisto drugače. V drugem koraku zgleda čisto drugače spet. In v bistvu se giba gor, dol, levo, desno in tele sem generiral tako, da je ta vedno bil nekako dolžine 1, glih tako, da imate občutek. Še po 9 korakih nimamo konsenza. Ni najboljši pristop to, da rečemo da, vedno. In drugi pristop, ki ga bom pokazal, je preprost, je bistveno boljši in temelji na ideji if you hear it twice, it must be true. In ideja je samo ta. V glavi si bom generiral 2 naključni koordinati. In bom, pa različne enakovredne implementacije so, ampak in bom, ko bo zvonec zapel, bom pogledal tisti 2 koordinati in če bom videl isto barvo, potem bo to moja naslednja barva. Če pa ne bom videl iste barve, bom pa ohranil svojo barvo. In to se izkaže za bistveno. Na nek način se zdi, kot da je počasnejša stvar, zato ker skoraj vsi bojo ohranili svoj klobuk, ampak v resnici se pa izkaže za mnogo hitrejši postopek, sploh ko skaliramo gor, v večje n-je. Torej, če se njuni barvi ujemata, potem privzamemo to barvo. Predvsem pa ta algoritem blesti pri tem, da tudi če so začetna mnenja zelo blizu vsa in dominantna mnenja čist malo izstopa, rečemo, da imamo 2% in so vsi drugi 1%. Imamo 100 različnih mnenj. Mogoče ne pri 100 ljudeh, ampak že pri 500 ljudeh z visoko verjetnostjo čisto vedno bo zmagalo dominantno mnenje. In to je zelo močna garancija imamo. No in to je to, kar pravi zdaj zadnja alineja. In zdaj, če si pogledamo, spet si morate predstavljati, kot ta grafikon je narejen tako, da je vsota ni vedno iste dolžine, ampak tale dominantna barva je vedno iste dolžine. Ampak že po enem koraku moj eksperiment je pa še malo drugačen. Moj eksperiment je pa tak zdaj, da vsak človek toliko ljudi pogleda, dokler prvič ne vidi ponovitve barv. Torej do 4 vzorce naredi. In potem, ko
ko najde prvič par enake barve, je to njegov nov par. Ne? In po enem koraku, to je nič korakov, po enem koraku, to je en korak, smo že skoraj vsi rdeči in po 2 korakih imamo samo še 4 zelene in jasno, vse to zgine po 3 korakih. Teda to je bil v bistvu zelo nezanimiv primer pri začetni distribuciji 60, 25, 15. Ampak tudi, če si začetno distribucijo naredim zelo, zelo, zelo hudo enako, 35 proti 33 proti 32, vedno, in kolikokrat hočete ponavljati ta poskus, bo zmagala rdeča barva. In to je res tako neverjetno, ne? Ker sta samo za 2 klobuka sta različna. Ne? Seveda na začetku, po drugem koraku je že bistveno velika razlika, v tretjem koraku, četrtem koraku in pol smo že vsi rdeči, po 6 korakih. No, to je bil zadnja ideja, ki sem jo hotel pokazati. Vse te ideje se lahko še izboljšuje z mnogimi različnimi dodatnimi idejami, ki so tudi po svoje zanimive, ampak jaz sem hotel s tem še zadnji steber blockchaina prikazati, ki je sicer bistveno širši steber, ki se ga v distribuirano programiranje, distributed computing in se reče konsenzus problem. Kar nam danes ni uspelo obravnavati je, kako zagotovimo, da je ena kopija legitimna, temu se reče proof of work, hkrati bi pa rekel, da je to najbolj opevana stvar v blockchainu in da se čisto, če se govori o blockchainu, praktično samo o tem govori, tako da sem zato na koncu pustil, zato da lahko to preskočim v primeru, da res rabim preskočiti. No. Jaz bi se vam na tej točki zahvalil za pozornost, pa je zelo fajn, da tudi razumemo tehnologijo, ki jo uporabljamo. Kriptovalute so praktično na ušesih vseh velikih inštitucij zdaj, tudi malih investorjev in je premalo znanja, pa imamo ljudje o tem. In da želim vas res spodbuditi, da se o tem več pogovarja, tudi več razume. Hvala.